Kako daleč je ta projekt? No, ta projekt je lahko ugotavljan z veseljem praktično na koncu. Je pa res, da to vprašanje, če bi ga postavili takrat, ko smo začeli, bi bili roki povsem drugačni. Tudi izdelovalci so imeli zelo optimističen plan, dejansko je trajalo skoraj 4 leta, da smo prišli do usklajenih tras, da smo prišli do elaboratov. Formalno sicer, kot sem že povedal, čakamo soglasje oziroma podpisane dogovore s strani lokalnih skupnosti, kar je bilo danes nekako zaznati, da ne bo problem. In potem sledi jasno podpis sofinancerskega sporazuma, to nam nalaga že zakonodaja, to je v bistvu podlaga za določanje virov in pa vrednosti posameznega udeleženca. Načelo je, da država plača celotno državno omrežje, lokalne skupnosti celotno lokalno na svojem območju in potem sledi razpis. Če govorimo o rokih, to pomeni, da bi nekje preko poletja uskladili sofinancerski sporazum in te dogovore in potem jeseni pripravili razpis. Mi imamo inženirja v izboru oziroma praktično izbranega, tako kot da vseh mi štejemo to gradbišče, bo nadzorni inženir in ta oseba je tista, ki jo pol tudi izvajala. Če govorimo o izvedbi, glede na to, da je veliko število označb treba dobaviti, bo nekako drugo leto spomladi bi tekla verjetno dobava, to bomo videli, ko bo razpis in z nekaj sreče nekateri odseki sigurno pred poletjem, celotno omrežje pa do jeseni drugega leta bi moralo biti izvedeno. To gre za označevanje, kaj pa potem te manjkajoči odseki? Poglejte, zdaj, če govorimo o manjkajočih odsekih, danes je bilo pač v spredju označevanje. Projektira se celoten odsek Bled-Bohinj, projektira se celotno območje Radovljice, celotno območje Žirovnice, Polanska Sevška dolina, precejšen del se projektirajo na nivoju izvedbenih projektov, tako da temu bojo pač sledile izvedbe. Seveda je to dražje, nekoliko počasneje, odvisnosti od denarja, ampak kot smo povedali predstaviti, mi računamo, da bo direkcija lahko cirka 15 milijonov letno vlagala v gradnjo kolesarskega ali pa vzpostavljanje kolesarskega omrežja. Tukaj so seveda še evropska sredstva, vemo, da tako imenovane mobilnost je zelo aktualna, tako da računamo tudi na evropska sredstva in ne bi bil preoptimističen, če bi Slovenijo, ne bom rekel povsem, ampak v veliki večini v naslednjih 5 letih tudi uredili. Koliko kolesarskih poti ima že urejeno signalizacijo? Poglejte, ta moment je urejenih približno 250 km značitev, tukaj niso vštete kolesarske steze, to, kar je kolega z Jesenic danes omenil, ki je bilo nerazumljeno, ki so povezane z prometno varnostjo v naseljih. Mi namreč govorimo o daljinskih kolesarskih povezavah, to je nekoliko drugače, se pravi približno 250 km. Že iz moje predstavitve ste videli, da ko smo štartali z GKO-jem, je bilo dobrih 200 km, danes smo na slabih 500. Se pravi, če gremo na celotno državo, v letošnjem letu, pa začetku drugega leta oziroma drugo leto, saj 1200 km dodatnih označitev. Koliko časa se že razvija ta projekt in kako se naprej razvija? Ta projekt smo začeli leta 2015 na pobudo našega društva. Namreč mi organiziramo en dogodek, ko kolesarimo po celi Sloveniji in tam sem videl, da je sistem označevanja kolesarskih poti ničemur podoben, da je popolna zmeda, da promocijski material ima vsaka občina svoje in leta 2015 so bile politične okoliščine precej ugodne in na pobudo kranjskega župana je dosegel, da smo v okviru sveta Gorenjske regije ustanovili ta organ. Z namenom, da se začne kolesarstvo organizirano delati in kot ste videli v tej predstavitvi, korak po korak gremo v tisto smer, kamor smo si zastavili v samem začetku. Kako veliko je zdaj kolesarsko omrežje Gorenjsko, zdaj, ko ste ga začrtali? Kolesarsko omrežje Gorenjske je približno 450 km. Približno govorim zato, ker bomo pač prilagajali ga, tako kot je moj predhodnik gospod Vilem Part rekel, prilagajali ga bomo novo zgrajenim kolesarski infrastrukturi. Namreč računamo, da bo ta omrežje, ko bo vzpostavljena signalizacija, ko bo vzpostavljeno označevanje, se bodo ljudje zbudili. Tako kot so se zbudili, ko je bila označena iz Rateč do Ljubljane D2, dokler ni bilo, je bilo vse normalno, ko je bila označena, se je pojavilo prvič ogromno strokovnjakov, ogromno pobud. Rezultat tega je sistem, ki ga imamo zdaj. In enako mi računamo, da bo to tudi na gorenjskem kolesarskem omrežju. Zelo pomemben del tega nam je, da bomo tudi izobraževali ponudnike ob sami trasi, da jih naučimo, da kolesarji potujemo z denarnico. Ti moraš paziti, da nimaš na sebi tona opreme, da si še težji kot običajno si. Torej, kolesar, ko se ustavi nekje, bo trošil. On ne bo
ne vem kaj, vse v avtomu ali pa v hladilniku. In ta gorenjsko kolesarsko omrežje ima osnovni namen vzpostaviti turistično podlago. Se pravi, da se bo lahko na njegovi osnovi se lahko delali razni turistični produkti in tako naprej. In mi delamo zdaj temelje in zdaj smo že na vrsti, kot ste videli s karto. Karta bo že tisti korak, ko je čas, da pride turizem zraven. Se pravi, da turizmu pokažemo, kaj vse, kakšne so možnosti, kaj bo, da se v to smer začne pripravljati. Usmerjevalnih tabel bo treba postaviti še? Približno 550. To je kar ogromen zalogaj. Jaz konkretno delam na tem projektu elaborata od leta 2017. 4 verzije sem že naredil, no, ta 4. verzija je zdaj na usklajevanju na direkciji za ceste in kot ste slišali gospoda Vilemparta, ko se bo projekt začel, ko bo znan izvajalec, bo treba vsako traso še enkrat skozi. A je na tem mestu tablica primerna, ni primerna, tako da ja, to še kar nekaj dela. Kaj bo pa z obstoječimi tablami, ki so... Tiste plave, tiste, ki imajo znako, te se morajo odstraniti. Te ne veljajo več, to so vse neveljavne. In istočasno, ko bomo mi delali po gorenskem omrežju, se bojo tudi te table odstranjevale, na mestu njih se bojo pa dajale nove. Vedno več je električnih koles, zato so potrebne električne polnilnice in kot ste omenili, jih je nekaj že. Zdaj pa takole, jaz sem se odločil prvotno, ko so se pojavila električna kolesa, sem rekel, to je samo za lenuhe. Ko sem se pa malo bolj poglobil, sem ugotovil, da je to tistim, ki radi kolesarijo, se je kolesarsko življenje podaljšalo za 10 let ali pa še več. Jaz zdaj srečam po trasi pare, ki kolesarijo, recimo prej je bil mož s specialko, žena je bila skozi doma in zdaj pa kolesarita oba dva. Tisti, ki pa moji kolegi, ki pa že imajo e-kolesa, so pa rekli, da je nekje velika težava s tem, ki morajo sabo vlačati adapter. Se pravi, vedno, če je nek na 220 se omrežje priklopiti, rab adapter, da lahko svoje kolo napolnil. No in te polnilnice, ki smo jih pa zdaj postavili, te imajo pa v sebi že 4 adapterje za 4 vodilne proizvajalce koles. Se pravi, ti adapterja po tem omrežju ti ga ne bo treba nositi, ker boš lahko polnil kolo tam, kjer pač te postaje so. In to je cilj. Se pravi, da počasi damo te možnosti, da lahko polniš katerokoli kolo, dobro, razen tiste z Kitajske, ne, ker pač je svoj, ampak katerokoli kolo, ne da bi vlačil s sabo baterijo. Ja, e-kolesarstvo je pa strahovit potencial. Jaz zdaj dobivam novice iz Evropske revije o e-kolesih, da je letos v času korone proizvodnja e-koles zrasla za 15% več, kot je bila lansko leto v istem času. Strahovito povpraševanje in to je velikanski turistični potencial. In v okviru tega projekta bomo tudi e-kolesarstvo promovirali. In zato smo začeli delati postaje korak po korak. Ja, bom rekel, da nekaj časa ali pa nas še vedno skrbi, kako bo s tem projektom, ker včeraj, ko smo bili na BSC-ju, ko smo morali ali pa ko smo debatirali glede teh sredstev in rokov, bom rekel, da je na tem projektu denar je, zelo malo pa je časa. Primanjkuje nam časa za izgradnjo ali pa pripravo dokumentov, pa ne toliko po krivdi občine ali pa občin, ker moramo vedeti, da smo Bled in Bohinj skupaj vložili denar okrog 2 milijonov. To je denar, ki ga nismo mogli nikamor drugam plasirati, ampak pač v kolesarsko. In tudi projektov, ki bi jih sedaj nadomestili, s tem nimamo, ker pač ne pridejo v ta razpis. Mi smo se nekako na te roke, ne bom rekel pritožili, ampak smo nekako spodbudili državo, da bi nam to zadevo podaljšala. Imamo vso podporo, obe dve občine imate vso podporo zgornjegorenjskih županov, ker smatramo, da so te kolesarske pomembne za vse občine, ne samo za Bohinj ali pa za Bled, ker bi s tem bila ustvarjena povezava Jesenice Bohinj, rečemo, ali pa Radovljica Bohinj, tako da je to zelo pomembna zadeva. Imamo podporo in smatramo, da bi bilo najboljše, če bi se ta razpis podaljšal, tako kot je bilo tudi danes omenjeno, da bi se podaljšal vse do konca leta. Vmes med tem projektiranjem je prišla tudi ta korona in nam se je nekaj časa to ustavilo, pa ne na občini, ampak projekt, ki je v delu skozi Sotesko, ta je zelo zahteven
Občina Bohinj ima do Soteske, Bistrica Soteska izdelan PZI, tako da bi praktično lahko šli že v razpis, vendar Soteska sama pa ni in je prvi razpis za projektanta je padel, potem je bo treba ponoviti, potem je prišel ta korona čas in se je nekako vse skupaj postavilo, zdaj je čas za to tistih 100, mislim da 150 dni, če se ne motim, da se začne ta projekt, da mora biti do takrat gotov. Potem je bila tukaj grožnja ali pa bom rekel še obveza vodarjev, da mora biti narejen presoja na okolje, čeprav upam, da bojo določene zadeve rešene. Tako da jaz mislim, da v pogovoru z gospodom Willenpartom smo nekako zdaj dobili tudi zagotovila, da se stvari še zmeraj urejajo. Imamo na Bledu imamo dogovoren sestanek, tudi jaz bom takrat prisoten, sem povabljen, ko pride minister, tako da bomo tudi takrat zadeve dali na mizo in se pogovarjali. Rahlo me skrbi, rekel to rahlo, v narekovajih govorim, ker smo si nekako zadali, ne mi, ampak smo dobili datum 15.7., to ne bi bil tisti datum, ko se bo moralo odločiti, a bo projekt dober ali ne, ali se vrača denar ali ne. Tako da jaz želim, da bo do takrat rešitev dana na mizo, a bo to podaljšano ali ne, ali pa da vidimo, da res imamo izglede, da gremo. Nekako gospod Willenpart zagotavlja, da se zadeve odvijajo v nam v prid, da se kaže luč na koncu tega tunela, ampak želim si večjih zagotovil, ker težko je sedaj se odločiti, projekt ni dober, pa vrniti sredstva, mislim ne sredstva, ampak se odpovedati projektu. Lahko je pa dober, pa se odpovemo projektu in pa pač smo brez. To je dilema, lahko narediš na obeh straneh škodo, če denarja ne počrpaš ali pa če se ga odpoveš, ne bom rekel. Če ga pa ne počrpamo, pa se ne odpovemo projektu, smo pa sredstvo zadržali in škodovali marsikatero občino, ki denar rabi. To je pa spet ta dilema. Tako da zadeva ni tako preprosta, kot se sliši. Srca upam, da se nam izpelje, da se bo došilo in da bo šlo. Ker zadeva je potrebna, všečna, jaz mislim, da bo tudi obljudena takrat, ker ljudje, ki se je ceste spraznila, sem jaz videl, to je bilo polno ljudi, družin, ko je pa spet promet, je pa prenevarno, to je pa res.